Če bi bila Nataša zraven, bi tukaj zdaj na tej točki rekel you go girl, ampak ker so samo dva fanta, tega ne morem reči. Zdenko Matoz, Delo, pozdravljeni, dobrodošel v Metinem čaju. Hvala za povabilo na Metni čaj in prva asociacija mi je bila, ne vem, če veste ali pa veste, da obstaja lepa pesem Metin čaj. Povej več. To je pa priredba pesmi, ki ste naredila v covidnem času Samuel Blues pa Aleksandr Ilijevski. Skratka, domača naloga, poslušaš ta komad, ki je odličen. Zanimivo, ker Aleksandra, plešasta pevka, je bila tudi že gostja Metnega čaja in tega ni omenila, oziroma se saj ne spomnim, tako da jo bo treba še enkrat povabiti. Ampak Zdenko, milijon razlogov je, da sem te povabil v današnji Metni čaj, čeprav mogoče lahko priznava, da je zraven najo tudi Hmeljev čaj, ampak tvoj, kaj pa, mislil bi si, da na vizitki piše novinar ali pa novinar glasbene redakcije častnega Delo, ampak ti si se meni vedno zdel bolj kot nasploh kronist slovenske glasbe. A sem preveč poetičen? Veš kaj, najboljše, da začnemo na začetku, ne? Skratka, bilo je tam nekje, sem bil, mislim, da 14-15 let star, ko sem se iz Dobove z avtobusom peljal v srednjo šolo, v gimnazijo v Brežice in sem nekega lepega dne, verjetno bil let, ne vem točno, sem se odločil, da bom jaz odslej naprej zvesto poslušal glasbo in prebral vse o glasbi, da bom začel, da bom lahko prišel zastonj do albumov in zastonj hodil na koncerte. Skratka, pobuda je bila povsem totalno egoistična. Glede kronista ne vem, ampak bi bil bliže verjetno temu, kot pa glasbeni kritik, ker tega termina s sabo nikoli nisem povezoval, ker glasbeni kritiki so tako pametni, da jim kar škodi mnogi in jih zelo redko razumemo tisto, kar oni pišejo, ker uporabljajo preveč tujk. Pika. Zdaj si deloma že začel odgovarjati na klasično vprašanje Metinega čaja. Vsak pogovor začenjamo z vprašanjem, kakšen je tvoj karierni lok, kako si se lotil oprijel tega posla, kako je to, da si, kjer si. Skratka, kot je temu rekel pokojni Jernej Šugman v vlogi Vesa v teatru Paradižnik, kdo si, kam si? Ja. Skratka, sem Štajerec iz najbolj južne štajerske vasi na svetu. Mnogi ne bodo vedeli, kje je to in niti ne bom povedal, ker mnogi Štajerci bi radi osvobodili to Štajersko, pa nimajo pojma, kje so meje. Živim v Ljubljani, odkar sem študiral na FSPN-ju takratnem, novinarstvo in kot rad pravim, da smo najboljši Ljubljančani Štajerci pa Prekmurke. Prekmurke pa zato, ker je moja žena Prekmurka. Služba na Delu, sem redno zaposlen na Delu, je bila moja prva služba redna in je še ves čas in upam, da bo do pokoja tudi tako. Moj karierni lok pa ni bil lok, ampak je bila, kot pravi Beatli, dolga in zavita pot, kjer sem vztrajno se vračal v glasbi, čeprav so mi vmes dajali številne druge naloge, je bila glasba vedno fil rouge mojega novinarskega dela. Tudi ko sem bil po drugih redakcijah, zdaj sem že od 2006 v kulturni redakciji. Smo pa samo kulturna redakcija, nismo glasbena redakcija na Delu. Katere druge redakcije pa so še bile in če ne bi bila kulturna oziroma glasbena oziroma karkoli, kje bi pa še najlažje, da pa najraje preživel? V kulturni redakciji imajo tisto, kar me najbolj veseli, torej glasbo, literaturo in film, ker je moj egoizem se potem kasneje stopnjeval in se razširil še na film, da sem zastonj lahko hodil v kino in na literaturo, da sem zastonj dobil knjige, ki sem jih prebiral in vse to mi je pa dajalo neizmerno možnost delati intervjuje, ki je moja najljubša novinarska zvrst. Še vedno mi nisi odgovoril, v katerih drugih redakcijah si bil? Aha, v katerih drugih redakcijah sem bil? Začel sem v ljubljanski redakciji pod mentorstvom Željka Šepetavca. A bo počakala? Ja.
če bo tole slučajno prišlo v epizodo, sediva na vrtu hostla Celica, kjer očitno imamo zdaj križišče helikopterskih poti, ker so časi taki. Skratka, ljubljanska redakcija. Začel sem v ljubljanski redakciji, Željko Šepetavc, ki je bil čisto slučajno iz Bizeljskega, torej bolj ali manj z mojih koncev. Je bil urednik in je bil tisti, ki me je dejansko pol zaposlil, ko sem bil tam najprej honorarni sodelavec pol leta, ker sem imel več stroškov kot pa honorarja. In sem pokrival Vrhnikov Logatec, pisal o komunali in vseh teh zadevah. In potem smo pa šli do Tita Dobrška in smo naredili neko posebno prilogo, ki se je imenovala Živjo. Tam 93 leta, ki je bila taka posebna priloga, mislim, da je bila v ponedeljkih, kjer smo pisali o glasbi, o filmu, malo celo o modi in o računalniških igricah. Ne, to je bila tudi priloga, ki je bila prva v delu tiskana v barvah. Potem sem bil še vedno v ljubljanski redakciji in čez nekaj časa vztrajno sem težil, da delo mora imeti tudi internetne strani in vse to, ampak so bili takrat, tista generacija bila zelo trda glede tega napredka. Tako da sem nekaj časa urejal, ko so bili svoj čas popularni forumi. Ne, bil sem prvi urednik prvega delovega foruma in to je pa zelo izčrpujoče delo. Zdaj tega več ne bi počel, zdaj je pa to, te komentarji in to je postalo tako noro, ampak takrat je pa bilo moja naloga, da nekako spodbudim ljudi, da se pogovarjamo o določenih temah, ne, da dobimo tako, se temu pravi, feedback oziroma odmev od poslušalcev oziroma od bralcev. Ne. Potem sem bil še malo v različnih redakcijah, niti se točno vsega ne spomnim, ampak vedno sem pa težil, da sem pisal o glasbi. Bil sem tudi v prilogi Vikend, ja, tam nekaj časa. Tako da mi je bilo pol, ko sem prišel v kulturno redakcijo, končno bolj ali manj sem bil tam, kjer sem od začetka želel biti. Tako da ni bilo preprosto, ne, bile so različne silnice, nekatere je bilo zelo težko prepričati, da je glasba, pa tudi film, pa literatura tisto, kar nekako najboljše pritegne mlade bralce, ampak niso bili preveč navdušeni za to, ampak zdaj se pa to občutno izboljšalo, ker zdaj tudi mi več nismo mladi in prihajajo naslednje mlade generacije, ki jim spet treba dati prostor v medijih in jaz se trudim to početi. Če si v bistvu začel z uporabo napačne izraz, ampak z klasičnim žurnalizmom, se pravi ljubljanska redakcija pa To je bila vstopna točka na delu takrat, ko je bilo delo še zelo resna firma v 90-ih letih, ki so bilo tudi, mislim, da najboljša leta za slovensko novinarstvo, ker je bilo veliko denarja, oglaševalci so imeli zelo veliko denarja, lastništvo je pa bilo zelo pisano, ni bilo monolitnih lastnikov medijev in to je bilo in za mlado državo in za medije nekaj najboljšega, kar se je zgodilo. Se strinjam. Hotel sem pa vprašati, kako ti, oziroma tako, že ko si začel govoriti, si tako malo samo ironično govoril, da si pač želel biti zastonj karte, pa za to filme, pa tako dalje. Ampak vendarle, ne, si upam misliti, da ni bilo samo to. Koliko ti žurnalistične tehnike iz, da rečem, navadnega žurnalizma, ne, ali pa notranjega političnega, lokalnega, pridajo prav pri opravljanju tega dela, pisanja, intervjujev, o glasbi, o kulturi in tako dalje. Ja, tisto je dejansko nabiranje kilometrine, to, da ti ni nerodno stopiti do človeka in ga vprašati. Danes so si izbrali dan, ponavadi ne letajo tako pogosto. Hvala lepa za intervencije, Slovenska vojska ali kdorkoli že leta okoli. Skratka, naj ponovim,
To je bilo nabiranje kilometrine. Ne? Za vsako novinarstvo je kilometrina v redu. Tu se tudi pol veščine določene naučiš, ki so, v bistvu sem se tam več naučil v novinarstvu kot pa na samem faksu, kar je normalno, se mi zdi, ne? Ker novinarstvo je, kot se temu učenje novinarstva je proces, ki še vedno traja, se mi zdi. Ne? In to, da ti ni nerodno stopiti do nekoga, ga prositi za izjavo, ga kaj vprašati, se polje stopnjuje, ker začetko govoriš z sleherniki, kot se temu pravi, potem pa z nekaterimi bolj znanimi in tudi recimo mogoče bolj pomembnimi ali podmevnimi ljudmi in moraš imeti tisto samozavest, da gre dejansko za pogovor dveh enakopravnih sogovornikov in to sem se počutil vedno, pa ne glede na to, s kom sem se pogovarjal, tudi z največjimi svetovnimi zvezdami. Mogoče, da si mi utrnila misel, pa tvegam, da bova skrenila z začrtane smeri, da je Slovenija priročno okolje za razvijanje te sposobnosti, ker slej ko prej prideš tudi do lokalnih zvezdnikov in se pač navadiš navezovati, da zgubiš malo respekta pred temi ljudmi, da ga v Sloveniji lažje zgubiš kot mogoče zunaj. Vsak Slovenec ali Slovenka, če je dovolj dolgo na svetu, bo slej ko prej srečal predsednika države ali predsednico države, predsednika vlade ali predsednico vlade, ali ki še nismo imeli? Smo imeli, ja. Ko se Američanom to zgodi, oni padejo v nezavest od navdušenja, kaj sem kaj, ali pa kom drugo. Nam je to posebno normalno in mislim, da imamo Slovenci že zato se mi zdi bolj zdrav ta freh odnos do politikov, ki si morajo naše spoštovanje si prizadeva za naše spoštovanje vsak dan in vsako uro, ne glede na politično usmeritev, ki jo pač zastopajo. Ampak kaj se pa, kar se zvezdnikov tiče? Zvezdnikov. Kdo pa je zvezdnik pri nas in kaj pa je zvezdnik pri nas? To so le nekateri malo bolj znani ljudje. Je pa res, da zelo mnogo teh zelo znanih ljudi ne poznam. Nimam pojma, kdo so vsi te, ki so zmagali 6. sezono Kmetije, pa 3. sezono Bara, pa gledal sem samo 1. sezono Slovenija ima talent, ker me je zanimalo, kako to poteka. In pravim, da tisti, ki se želite ukvarjati z glasbo ali podobnimi umetnostmi, pojdite lepo na starinski način, sestavite skupino ali nekoga in začnite nastopati na malih odrih in se rinite naprej, koliko se le da, in če boste dobri, vam bo ratalo. Je pa tudi res, nažalost, da so zaradi izredne pozornosti tovrstni televizijski šovi, možnost predstavitve, tako da na njih nastopajo številni izjemni glasbeniki, ki so kasneje naredili kariere, pa tam niso zmagali. Tisti, ki so pa zmagali, so pa, ne vem, če so kaj naredili. Kakšen mesec pa pol bo tega, ker sem se pogovarjal s Chantal Van Maurik iz Sonic Tribe in je pripomnila, da mora, ker si že ravno band omenil, da je ključni član, ključni element uspešnega mladega upcoming banda social media manager. Kot novinar, kot človek, ki pač to imaš pregled na situacijo, bi se strinjal s to trditvijo? Zdaj je verjetno res, ne. Tehnologija je prinesla demokratizacijo in toliko svobode, ki si glasbeniki nikoli niso želeli. To pomeni, da morajo se zdaj raztrgati na vseh mogočih medijih. Jaz osebno sem na Facebooku, da se hvalim, s kom sem imel intervjuje, pa da objavljam svoje članke. Pol vztrajno pozabim na Instagram, pa vsake tretjič se spomnim, da obstaja LinkedIn, da objavim svoj tekst in to je, mislim, da moj doseg največ, kar premorem, ker preprosto je to veliko časa. Skratka, ja, novi bendi potrebujejo to in mnogi so zelo aktivni na teh področjih, še bolj pa potrebujejo nekoga, ki jim bo razložil, kako svet stoji, če hočejo priti v relativno resne medije. To pomeni, da morajo imeti pripravljen ta, kot se temu pravi, promo paket,
kjer so njihovi osnovni podatki, kontakti in fotografije, posnetki in da tisti trije novinarji, ki smo še v Sloveniji, to nekako uporabimo. Tisti trije glasbeni novinarji, to mislim predvsem na tiskane medije, ne. Ja. Pa se ti zdi, da je tega premalo, da imajo bendi preveč, da rečem, kaj je to, gverilski odnos do tega? Pa niti ne, nekateri se niti ne znajo še obrniti. Veš, tisti, ki začenjajo, znajo biti stari tudi 14, 15, 16 let, dejansko še mnogi so srednje šolci, a ne? In jim je veliko bliže, pa bolj preprosto verjetno, če grejo to prek teh TikToka in drugih teh medijev družbenih. Kam greš pa ti pogledati nove bende? Ti se me še vedno ko gledam tvoje delo, spremljam tvoje delo, se mi zdi, da si primarno človek terena. Ne? Ja, koncertno. Ja. V bistvu je zdaj, svet je res čuden, ne? Zdaj, ko je toliko glasbe, vse posod je glasba postala hrup, postala moteča, zato sva midva komaj da sva se našla v enem kraju, kjer ni preveč na glas glasbe, kjer se lahko celo pogovarjajo in se celo slišiva. Ja. Danes v lokalih težko najdeš lokal, kjer se ljudje lahko dobijo in se pogovarjajo, ker je glasba tako dominantna, da je že moteča in gostinci mislijo, da s tem privabljajo ljudi, večinoma jih odvabljajo, ker če jaz hočem poslušati glasbo, imam jaz na Spotifyju tako dobro listo, ki jo oni nikoli ne bojo znali sestaviti, ki jo vedno poslušam in je dolgo, 6 dni bi se dalo ali pa 12 mesecev poslušati. Tako da največ glasbe slišim v živo. Običajno je 100 do 120 koncertov na leto. Za mano 2 do 3 na teden, enkrat je več, enkrat je manj, ampak v živo je edino v živo igrana glasba je glasba. Vse drugo je pa dokument časa. In kam potem 120 koncertov je veliko, sej pač vem, da je tudi ponudbe v Sloveniji res ogromno. Ja, pa še to. Ne? Ja. Skratka, če bojo en teden 3 odlični koncerti, bojo vsi 3 na isti dan, pa seveda na različnih koncih Ljubljane. Večinoma hodim pač v Ljubljano na koncerte. Ne? No, ampak to, recimo, v Ljubljani so kaj, te osnovne lokacije, kaj sem že pozabil? Celica, oziroma Metelkova, ne? Metelkova, Celica, Cankarjev dom. Ja. Ne, Prulček zdaj malo manj, polje pa še tudi razne zadeve. Jaz dobim vabila na zelo veliko zadev in se ne morem žal raztrgati, da bi vse to videl živo, tako da mislim, dogaja se zelo veliko. Kaj pa zunaj Ljubljane? Kje so recimo par lokacij, ki bi rekel, da tudi ostalim priporočil, tam pa ste kaj v ponudbi? Ja, skratka, meni je zelo žal, da je Postojnski festival bluza poniknil, za novim lastnikom je izginila ta kulturna razsežnost Postojnske jame, tam so bili odlični koncerti klubski. Lent je bil par let, pred 5-6 leti je bil ful zanimiv, pol je zdaj malo zatonil, zdaj se spet nekaj vrača. Festival Arsana se je zelo dvignil in ima zelo zanimive izvajalke in izvajalce. Letos bo tam nastopila Joss Stone recimo, ne? Pa Ljubljana festival, ne? Sicer ima največ klasike, ki se ji ne izognem vedno, ker imamo ženo, imamo nek tak načrt, da bo videla vse znane in pomembne opere v živo. Tu pa tam so pa že kakšne pač šla, ker je bilo preveč opere za najin okus. Prav, v redu, šteje. Po duši si kaj, rocker? Jaz sem tista punk generacija, ko je odraščala v 80-ih letih, torej konec 70-ih pa več kot prva polovica 80-ih, to pomeni tistih od 15 do 25 leta, ko se človek najbolj oblikuje. In glede na to, da sem z vasi, je bilo veliko bolj zapleteno biti punker, kot pa če si v Ljubljani. Ne? V Ljubljani je bilo veliki del teh, ki so se imenovali punkerji, so bili bolj tak, so si nadeli uniformo punkerja, ne vem, koliko so bili sploh punkerji, ne? Ker enkrat se zelo spomnim, sem bil v Križankah na enem koncertu, pa so se 2 punkerki, to zdaj maham z unimi, v 6 delam,
sta se pogovarjali, kdaj bosta šli spet v Trstci nabaviti nove cote. Ne. Sem rekel, mi, ki smo punkerji, mi si novih cot ne nabavljamo, mi jih sproduciramo. Očetom smo pobrali rekelce, nekateri smo si za provokacijo nadeli kravato nosil samo, ko sem bil punker. Pa, to so se mi, ko sem hodil v Celje v srednjo šolo, ne, pedagoško, sem pa od osebnosti, so sliko za osebnost, sem si vsem s knoflicam na rekelcu vrpel, ker nisem imel siromak za bedže. A veš, ne, mislim, do it yourself, ne pa buy it yourself. Prej si že omenil, da so bila 90. leta v bistvu zlata doba. 80. so bila zlata. Ampak slovenskih medijev, ne? Aha, pardon. Za glasbo 80, za medije pa 90. Ja. A je to dvoje povezan? Takrat je tudi prišlo do ekspanzije proizvodnje slovenske glasbe, ki je imela večje težave v kakovosti kot pa v proizvodnji. Je pa bilo super to, da se je zelo veliko studijev odprlo, zasebnih, ne, govorimo o zasebnih studijih, da je postajalo snemanje bolj dostopno, da je čedalje več založb se je novih pojavilo, različnih kakovostnih profilov, kar je še vedno boljše, kot pa če si imel samo eno ali pa dve založbi, kjer so zelo striktni bili in če si kaj izdal tam, si bil res verjetno car. To mislim seveda takrat na ZKP pa na Helidonu. Helidon je bil v Mariboru, ne? Helidon je bil pač, sicer je bil diskografski del je bil v Ljubljani, ampak to je bila založba Obzorja Maribor, ja. Ampak če se vrnemo malo na medije kot take, a je širina pač vsebinske ponudbe izključno samo povezana z denarjem, ki je na voljo, ali tudi z ljudmi, ki z mediji upravljajo in so njihovi lastniki. Zdaj malo cikam na to, da si rekel, da je bila pisana lastniška struktura pozitivna plat. Ja, po kmečko povedano, oni so se med sabo cukali, lastniki so se med sabo cukali, mi smo pa delali novinarstvo, ne. Tako da ni bilo, ker takrat je bil velik solastnik dela tudi katoliška cerkev prek zvonov, ne, in vsaj jaz nisem čutil tovrstnih političnih pritiskov. Je pa tudi res, da večinoma časa sem delal teme, ki so bile politično nepomembne, kot je glasba, recimo. Pa si ti, mislim, če še pa kaj, potem pa glasba ni politično nepomembna v slovenski zgodovini, ne? Vem, to je, ampak če oni tega niso vedeli, ne, tako da nisem nikoli, za časa mojega novinarstva nisem nikoli kakih posebnih političnih pritiskov čutil, moram pa to povedati, ne, da je zelo več poguma potrebuje novinar, da napiše kritični članek o županu kakšne obljubljanske občine, kot pa od predsednikov Združenih držav Amerike. Zakaj? Zato, ker ti delaš na terenu, ti poznaš ti ljudi, ti boš tam še delal. Za predsednika Združenih držav pa lahko vsak napiše, da je bimbo, pa ne v nič se zgodilo. Trenutno imajo res enega bimba, ja. Pa med nami ne okoli govoriti. No, ampak kaj pa, če napiše novinar, glasbeni novinar v tem primeru kaj slabega o bendu ali pa o organizaciji koncerta in tako dalje. A veš, ker po eni strani je v političnem novinarstvu je pač ta ločnica pa pritiski, pa to je dosti jasno, ne? Kaj se ne bi počelo, pa kaj naj druga stran ne bi počela pritiska na novinarje. Če pridemo pa mi na, da rečem, mehko področje, ne, zabave, infotainmenta in tako, se pa marsikdo dela, da ne, pa sej to ni, sej smo vendar sami prijatelji. Aha, jaz imam ta pristop, da sem raje pisal tisti, ki so tega vredni, kot pa da bi si vzel čas, pa bi kritiziral tiste, ki tega niso vredni. Tako da sem nekako se skušal delovati kot promotor dobre glasbe, tistih, ki so vredni, da jih še drugi slišijo. In se nisem obremenjeval z unimi, ki niso bili dobri, no. Mislim, ker je preveč dobre muzike, da bi zakaj bi pisal o slabi muziki, če je toliko dobre? Mislim, ne vem, no.
Sej ne, fair, sej sem sprašujem, ne? Ampak kaj to pol pomeni, da ne vem, če si pač naletel na, ne vem, na slab gig, na slabo organizacijo, slab festival, si pač nisi o tem pisal ali kako? Zdaj odvisno, ne, pišeš lahko različno, ne, zdaj lahko napoveš zadevo, ne, pa ne veš, kak bo, ne. Z intervjujem, z člankom napovednim, lahko tudi kaj pišeš, ali s koncerta, ali to, ali ono, ne, ali pišeš o plošči, ampak se pravim, rajši sem pisal, ne vem rekel, pozitivne stvari, ampak ja, če pa kdaj bilo, ko sem pisal o koncertu, pa kaj ni bilo v redu, marsikaj ni bilo v redu in sem seveda to tudi napisal, ne. Seveda so bili nekateri užaljeni, ampak so bili neupravičeno užaljeni, ker je bilo marsikaj narobe, ne, ampak se pravim, načeloma sem se pa bolj držal tega, da sem delal afirmativno za glasbo, ker je, se pravim, glasbe dobre v Sloveniji zelo veliko, mladi bendi prihajajo in jaz sem tudi z mladimi bendi intervjujem, ne samo starimi prtci, kot se temu pravi strokovno, ne, ker je še vedno dobra muzika, ne, in jim ni lahko, ker je zdaj še teže se izpostaviti medijsko, da dobijo svoj prostor, ne, ker je pa spet bizaren pojav, ne. Prej, ko so bili 3 mediji, ki so pisali o muziki, smo vsi vedeli vse o vsem. Ko je bila še Jugoslavija, smo imeli jukebox in smo vedeli vse, kaj se dogaja v Jugoslaviji, kaj je bilo relevantnega na glasbeni sceni, je bilo tam objavljeno. Zdaj imaš pa toliko teh medijev, pa ne samo podcastov, tudi internetnih strani in se človek totalno zgubi. In njihova glasba se tudi zgubi, ne? In pozornost, ne? Zdaj smo v bitki za pozornost. Dolga leta bo tega, ampak mi je zelo ostalo v spominu, takratni direktor Slovenske filharmonije je ob, mislim, da takrat prvem koncertu Ane Netrebko v Ljubljani, rekel, ne, tako zelo pridušil se je, prav Slovenija je čez noč dobila 1800 glasbenih novinarjev, ker so vsi hoteli imeti zastonj karto. Jaz ne. Mislim, ker je, takrat je bil verjetno v redakciji še Marjan Zlobec in on, ki je zaljubljen bil v njo in je verjetno še, seveda ne bi dovolil, da bi še kakšen pretepenc, ki nima pojma o klasični glasbi, bil zraven. Skratka, Marjanu sem privoščil verjetno tisto karto ali karkoli že je bilo treba. No, ampak hotel sem v bistvu vprašati to, ne, a je ja. Razumem, kaj hočeš povedati. Skratka, da, z leti se razvije nek odnos z organizatorji koncertov. A ne? Zdaj, oni pričakujejo neke oblike promoviranja njihovega koncerta, njihovega dogodka. Mi se trudimo informirati bralstvo, občinstvo na nek spodoben način in to je win-win situation, ne? Včasih nekateri to počnejo zelo, oziroma da samo copy-pastejo njihove PR sporočila. Jaz, če že kopiram njihovo sporočilo, tiste poveličevalne pridevnike zbrišem. Najrajši imam pa kakšen intervju, ne, da v obliki intervjuja, če se le da v živo, to napovemo, ne, te večje dogodke. S tujimi glasbeniki je tako, da se to pol upravi ali nadaljavo po telefonu ali po elektronski pošti, v živo pa posthumno po koncertu, odvisno od kdaj, kako, ne. Tu sem tudi hotel vprašati, ampak nisem ta hip hotel tega vprašati, ne, ampak hvala, ker si že naprej odgovoril, ker to je vendarle eno od teh. Ja, v bistvu odnos z organizatorji temelji na neki obliki sozaupanja, ne, zdaj medijske hiše so vesele tudi oglasov teh organizatorjev, organizatorji so pa veseli, če imajo zastonjsko reklamo, ne, kar vsak takšen zapis tudi je. Zdaj je težko biti to pametno, ne? In a veš, kaj je moralno, kaj je etično, ali naj napovedujemo dogodke, po drugi strani moramo obveščati bralce, da se nekaj bo zgodilo, ne? Da ne bojo rekli, ja, to pa ni tam nič pisalo, nismo vedeli, da je, ne? Mislim, en kup zadev je zelo tak hoja po spolskem terenu, po tankem ledu in tako naprej, ne. Ampak
če nekako zbalansiraš, je pa tudi res, ko se rekel, 1500 glasbenih novinarjev, da, to mi pa pravijo organizatorji, ne, tudi sam vem, čim je kakšen večji koncert, da kakšna res svetovna zvezda pride, iz vsakega najmanjšega bloga lokalnega dobijo prošnje za akreditacije. Seveda jih vsi ne morejo dobiti, ker je to omejeno, ne. Oni itak vejo, s kom so doslej solidno delali in imajo tisti normalno prednost, ker običajno delamo v večjih medijih, kar je nekako samoumevno, tako je to. No, to sem hotel vprašati, ne? Ali je z pač tovrstnimi pojavi, ne? Ko se pač potem kar nekaj vsi spomnijo, da imajo na hitrostno eno glasbeno redakcijo. Sploh manjši radiji so super, ki so šparali in so najprej odrezali glasbene urednike, posebej pa za potrebe še novinarjev nimajo. Tako, ne, novega koncerta dobijo glasbenega urednika v podobi šefa ponavadi, ne. A je to samo šum pri tvojem delu, ki v bistvu nate ne vpliva, ali se vendarle moraš boriti tudi s tem in za, ne vem, komolčiti? Zdaj ene 10-15 let ne so veseli, da pridem na bilo kjer koncert in zdaj žal ne morem na vse koncerte, na katere sem vabljen, priti, tudi če mi nič ni treba pisati, kot se temu pravi, ne. Je pa res, da so mnogi se pol hočejo nekako zriniti zraven, ne, ampak dejstvo je, da organizatorji vejo, kdo kaj pokriva in ne vem. No, če sva pa že pri lokalnih radijskih postajah, so mi nekateri glasbeniki, to še moram povedati, ne, če se že hvalim. Skratka, kar nekateri glasbeniki in glasbenice se mi na koncu intervjuja zahvalijo, pa hvala lepo za vprašanja. Pol jih pa jaz vprašam, a je tako hudo? Pol mi pa oni rečejo, si ne moreš misliti, kako hudo. So že bili na radiju, kjer ni bilo nobenega razen tehnika in so se mogli sami s sabo pogovarjati in je tehnika dal, veste kaj, vi kar nekaj povejte o sebi pa o vaši novi plošči in to bo to. To delim, to izkušnjo, vsakič, ko sem se še na kaosu pogovarjal z ljudmi, so bili kar toliko veseli, rekli, ker smo se o glasbi pogovarjali. Nekdo, ki zna vprašati, ki se vsaj malo pripravil, pa zna vsaj ne rabiš biti nek hud strokovnjak, ampak se vsaj spodobi, da preveriš, s kom se pogovarjaš. No. Pa da se ne pogovarjaš samo, kdo vam frizuro dela, pa kdaj se bili nazadnje na morju. Ja, no, mislim, da nisem nikoli vprašal nobenega ali nobeno, kakšne barve spodnje perilo jim je všeč, katera je njihova najbolj priljubljena jed. Čeprav sem se že pogovarjal, da se spomnim, Steve Wynn, ciklično je v Ljubljani, je tudi en album posnel z Chrisom Ekmanom v Ljubljani in beseda dala besedo in je rekel, kak je meni dobra jota, ne. In je bil navdušen in polk je bil lani, je bil spet tu in smo se dobili tam, ko delajo Štrukle, ne, jih je Kris peljal, da so nekaj slovenskega pojedli, je rekel, meni je jota tako dobra, ne. In je rekel, da je poskušal že kuhati doma, pa da mu ni ratalo, revežo. No, mislim, na tak način ja, ampak drugače se mi pa zdi, da če moš ti nekega zanimivega sogovornika, recimo Kreslina ali pa Hamot ali pa Magnifika, a ga bom vprašal, če v nedeljo je govejo juho ali ne. Razen, če je bilo to v kontekstu, ali zraven poslušal narodno zabavno glasbo. Tako, ja. Ne? Ja. Ampak, ja, veš, kaj mislim, ja. Ne? No, zdaj samo kot opomba, te prosim še, da razložiš za tiste, ki ne vedo ali pa poznajo, kdo je Chris Ekman in zakaj je on lokalno pomemben. Chris Ekman je eden od njih, ki je kar nekaj tujih glasbenikov se je zaradi ljubezni preselilo in ostalo v Sloveniji in on je z leti postal eden zelo pomemben, kako bi rekel, kot neke vrste, ne bi rekel glih Andy Warhol slovenske glasbene scene, ampak kot nek človek, kateremu gravitira marsikakšna zanimiva zadeva in povsem slučajno je tudi postal lastnik, najprej solastnik, pol pa lastnik svetovno najbolj znane založbe Glas sveta, Glitterbeat in zaradi tega imamo v Sloveniji, pa tudi v Ljubljani,
zelo veliko število njihovih nastopajočih, ki so pa zelo različni in praviloma zelo visoko kakovostni. Tako da lahko smo srečni in zadovoljni, da je Chris Ekman iz Seattla, glavnega mesta grunga, in je bil tudi soudeleženec eden od tistih 250 grungerjev, ki so vse začeli, da je prišel v Ljubljano, tako da se nam je kar to nekako v redu išlo in zelo sodeluje z različnimi glasbeniki v različnih projektih, tako da za tisti, ki niste vedeli, so tudi Američani, ki so čisto ok. Ko si že to omenil, jaz sem zdaj dolgo leta sem veliko časa zdaj prebil v Luksemburgu, kjer je toliko denarja, da se tam ustavi, ne glede na to, da infrastrukture ni ravno na pretek koncertne, se ustavi čisto vse, kar ima kakršnokoli ime, od Boba Dylana pred leti do Gansi, vse. Ljubljana, in hočem reči, cene so pa temu primerne, vstopenc in tako dalje. Ljubljana, Slovenija, pa ima še vedno zdrave cene, se mi zdi primerljivo, čeprav gre tudi vedno to, ampak a je ponudba, ki je tu nam na voljo, nadstandardna, kot bi si od človek sicer pričakoval od takega konca Evrope? Prednost male države je to, da če bo kdo šel mimo, bo špilal v Ljubljani, večinoma. In če v Ljubljani špila Svetovna zvezda, tudi iz Lendave ni daleč do Ljubljane. Če si ti živiš v Italiji in živiš v Trstu, kolikšna verjetnost je, da bo do Svetovne glasbene zvezde pristala v Trstu? Majhna, Rim je glavni in še gor dol malo. Skratka, sicer Bruce Springsteena sem tam poslušal na njihovem stadionu in bil je eden mojih najboljših koncertov, njegovih tudi 3 ure pa pol je bil ves set na odru, nismo bili vsi zmatrani, on pa, a bomo že kar nehali, mislim. Skratka, hoče reči, prednost malih držav je to, da imaš možnost videti vse zvezde dejansko na kupu, v velikih državah pa je že problem, Skratka, Luksemburg je mala država. Ja, to je tudi res. Tako da to ni nepomembno. Ne bom rekel, da vsi, ker to je bilo grdo posploševanje, ampak veliko mladih novinarjev, mladih ljudi, ki se odločijo za poklic, ki ga ti in jaz opravljava, v splošnem, v grobem, naredi to kot dost osnovno napako in najprej začne kritizirati. Prvič zato, ker je najlažji, drugič zato, ker je tudi najbolj ker iščejo pozornost, in je to nekako skoraj naraven pristop k stvari, ki pa je tudi zelo neproduktiven. Kaj bi ti priporočal, kakšen pristop, taktiko naj oberejo, recimo nekdo, ki se začne pokrivati kulturo? Jaz sem se temu pristopu vztrajno izogibal, ker sem rekel, da je preveč dobrih stvari, da bi pluval po zanič spreh. Je pa res, da nekateri je pa to, kot se temu pravi po južno, impono je, da so postali novinari in so naenkrat postali pomembni. Nekateri se s tem kitijo, kot da so, ker si samo v najboljšem primeru diplomiran novinar, ti se šele moraš izkazati s svojim delom. Tako da ne bom nobenih nasvetov talal. Mislim, vsak ima pravico delati svoje lastne napake. Je pa res, da prijaznost ne škodi. In sicer v življenju, in sicer pri delu in pisanju, ker jaz mislim, da če bomo vsi delali v pravo smer, bi svet znal biti celo malo boljši, kot pa je. In mislim, da je vloga medijev in tudi prihajajočih novinarjev in novinark v bistvu zelo pomembna, mogoče zdaj celo bolj, kot pa ko sva midva nekako začela, ker zdaj obstaja dejansko medijski kaos. Zdaj je vse je res, največja neumnost na svetu postala res. Tako da jaz pričakujem tisti kvalitetno obrat, kot se
zgodil pri poslušanju glasbe, da so postale vinilke pomembne, da so si ljudje začeli vzeti čas, da so glasbo poslušali, da ni bila samo nekaj, ki je brenčalo v ozadju, da bojo tako tudi vsaj tisti relativno inteligentni bralci in bralke, poslušalci, poslušalke, katerih ni malo, naj ponovim, se držali teh preverjenih medijev, ki so koliko toliko relevantni, da in recimo temu pišejo resnico brez tiste pikce vmes. Ja, lepa. Izvzemši nacionalno radio-televizijo, ki ima pač zakonsko določen mandat, to pogledno. In izvzemši častnika delov, ker si ti tu. Ja. Imajo slovenski uredniki in urednice posluh za to vrstne vsebine in ali imajo lastniki posluh za to vrstne urednice in urednike? Mislim, da ne. Mislim, da je odvisno dejansko od posameznih novinarjev, ki jih to zanima, da zrinejo glasbo dejansko naprej. Ne. Že pri kulturi so mnogi zadržani, ne, ker je mantra bila v medijih, je mantra gospodarstvo najbolj pomembno, politika najbolj pomembna, pa šport, to je tisti trojček, ki je šport, to nas bo rešil, to bojo vsi brali. Jaz žal športa ne berem, čisto nič, se opravičujem, moje življenje je prekratko, da bi se še s tem, da bi mi še to odžiralo čas. Skratka, mislim, da kultura in posledično tudi glasba, sploh pa popularna glasba, tam zelo ozadje, čeprav ima to zelo množično občinstvo, ne, kar je nek športni dogodek, na katerem je več ljudi udeleženih na igrišču, kot je pa občinstva, dobi več pozornosti, kot pa neka zadeva, na katero pride 5, 6, 10 tisoč ljudi. Ne omenjamo dejstva, da imaš pač globalne zveze, tipa Taylor Swift, ki obračajo denarja, ki je pač skoraj BDP manjše države na svetu. Ne? Ja, sicer nisem velik fan Taylor Swift, jo pa spoštujem, ker skuša delati stvari po svoje in ostajati avtonomna. Prej nisem dovolj rekla o ceni vstopnic. Ne? Ja. Na svetovni ravni se je zgodil nek fenomen, ki bi ga mogli zakonsko prepovedati, da so koncertne vstopnice začeli jih ponudili kot na dražbi, kdo bo dal več. In so začeli dosegati take vsote, tudi po več, bil je primer skupine Oasis, če se ne motim, ko so se spet ona dva čudna brata zbrala in sta nekaj delala turnejo in so dali, mislim, da prek Ticketmasterja, da je to največji bad guy v prodaji in da so šle cene dobesedno v nebo. To pomeni, da bojo samo bogataši poslušali bogataše. Mislim, to je res noro. Skratka, mali koncerti, podprite lokalne glasbene izvajalce, pojte na majhnih koncertih boste srečali mnogo ljudi, ki jih poznate in boste kakšno rekli in bo vaše življenje ziher lepše, kot pa če se boste drenjali na koncert, ki bo za 80.000 ljudi in boste gledali nastopajočo ali pa nastopajočega na ekranu, tam daleč, in čeprav so spoštovani tisti, ki razprodajo take velike dvorane, ampak cene so pa to pa že ni postalo normalno, par tisoč evrov za koncert. No, dobro, to je res vam pameti, ne? Ampak še da malo sam povrtava po tej rani, a so cene dogodkov v Sloveniji še v mejah sprejemljivega? To pa nisi vprašal pravo osebo, kaj ti ta tvoj sogovornik hodi za ston na te dogodke. Dobro, vem, ampak... Ne vem, to je pa zelo relativno. Se veš, koliko bi ti dal, da veš poslušati Rolling Stonese. Ok, dobro, oni več niso zanimivi, ker je pol pomrlo, ampak en tvoj najljubši band, koliko bi dal, ne? Koliko bi bil pripravljen dati. Ja. To je vedno... Moj najljubši band obstaja več. Ne? No, kateri je tvoj najljubši? Dire Straits. Dire Straits sem pa šel, mislim, da v 80-ih letih, ko so drugi album izdali in so v Zagrebu na Maksimiru imeli špil in smo šli z vlakom, tja, pa ne vem, kako smo se pol privlekli do Maksimirja, srečali smo Tomaža Donicla,
s katerim se še nisva poznala. Ne? In mislim, da je bil super koncert. Pol ne vem, kako smo šli pol nazaj, nič nismo spali, tega se nič ne spomnim. Ampak vem, da sem bil v Zagrebu na Dire Straitsih, pa pol še dvakrat na Knopflerju, ki je super kitarist in eden redkih odličnih avtorjev pesmi. Ne? To se pri njemu pozablja, kot pri marsikaterem kitaristu, ne? Pri Gilmourju recimo, ne? Pa še nekaterih, da so tudi odlični avtorji. Ne? Mislim, najbolj znana je seveda Sultans of Swing. Ne? To je kratka zgodba, jaz vidim film, ko tisto ti poslušaš, ne? Ali pa še boljše, ko bereš, to je za film. Ne? Ok, toliko Dire Straits. Ja, jaz sem na Knopflerju sem bil pač v Tivoliju, ki je bil kaj tam 2, 4, 5, nekaj tazga. In še pol v Stožica sem poslušal. Ja. Pa na Stovskem sem bil po Beogradu 2-7. Aha, ok, na Stovskem sem jaz bil, ne vem kdaj, bližje so Babylon v Zagrebu, na Maksimirju, in sva stala žena, so bila čisto blizu odra, tako je rahlo deževalo, pol pa ko so tam si prišli gor, je pa folk začel skakati, kar prah se je dvignil, ti zdaj sploh ni prišel do tal, tak smo bili nabiti, ne, in je bilo polje, pa je bil še tisti mali odrček, veš, ko greš ven, in Jagger tam šel, folk pritisnil, sem svojim krepkim telesom sem ženo zaščitil pred nasilno hordo. Skratka, no, drugič pa mislim, da 2014 na Dunaju, ne, in Jagger, pa to ne moreš verjeti. Ja, sej. Kaj že pravijo, še pač na koncu, ko bo konc sveta, bodo ostali 3 šurki pa Keith Richards, ne? Ja, to je res. Ampak še pridem greva na zadnji sklop vprašanj, ker te imam že tu. Ena od opažanj teh globalnih zvezd, po domačih zvezd, je tudi v dolžini koncertov. Ja. Se mi zdi, da doma dobiš za svoj denar dosti več kot od tujcev. Meni se zdi fair, da je band, ki začenja, mora imeti 1 uro programa, tudi če nima plate, mora imeti 1 uro programa. Normalni band, ki ima že kariero, ne vem, 5, 6, 7, 10 let, mora imeti minimum 1,5 ure koncerta. Kakšni res veliki si lahko dovolijo tudi malo več. Sem pa že bil na koncertih, ki so bili tako dolgi, da smo vsi že začeli kinkati in smo šli, ne bom imenoval izvajalca, ampak bilo je zelo dolgočasno. Skratka, koncert je gledališka predstava, ki je ista kot zgodbi. Uvod, jedro, zaključek. Plus bis, ampak ne 3 ure, pa še to. Bis ne sme biti največja uspešnica. To je pa največja beda od vseh bed. Bis bi jaz dal, vedno, če bi imel band, bi dal eno bizarno priredbo ene pesmi. A veš, to bi meni bil tako fair, ne? Ampak to pa, da dejansko izsilijo bis, pa tak kmečko spade. Pa ne okoli govoriti. Ampak res kmečko spade. Nismo nikoli benda? Imel. Skupina se je imenovala The Noisemakers. Bili smo 3, kot v vsakem bendu 2 kitarista pa 1 bobnarka. Imeli smo vaje, samo ene vaje v tam, ko je zdaj K4, ko so hardkorovci ljubljanski špilali. Eno vajo smo imeli, ko smo pa naslednjo prišli, je pa bil moj ojačevalc uničen in tako se je končala moja glasbena kariera. Imeli smo pa eno uspešnico, moja bivša draga, ki jo še znam špilati. Prej sem omenil, da ko poslušaš glasbo, v miru poslušaš na playlisti, ki bi lahko trajale tedne in mesece. Ja, najrajši, ko kuham. Ja. 5 naključnih komadov iz te playliste, ki ti pridejo gor. Na pamet, zdajle. To je nemogoče. Aha, ja, gledaj, če pogledaj. Ne morem. Skratka, okay, zvrsti, ki so gor. Glej, vse. Že ko sem še kupoval plošče, sem imel recimo Pankrt dolg cajt, pa sem imel Šarlo Akrobata Bistri, Tupli človek biva ikat, potem smo imeli recimo Bach, Tokata pa Fuga, a veš, potem je bil Albinioni, oziroma bila je plošča Zauber des Barok, najboljše baročne pesmi, a veš, pol so bili Supertramp, pol so bili Lačni Franc, a veš, mislim,
zelo, zelo razgibano, da ne govorim o kakšnem countryju ali rockabiliju, punku, reggaeju, mislim, dobre glasbe vse posod, celo v klasiki. Pa ne to pa lahko okoli govoriš. A obstaja foundational, ne, se pravi temeljno slovensko glasbeno delo, ki, ne vem, tako kot za Cankarja pravijo, da je temeljni pisec, ne? Preden bom pozabil, Koktajl od Marka Breclja. Koktajl od Marka Breclja je nekaj, kar se je zgodilo zaradi toliko slučajnosti in je nastalo tak nekaj izjemnega, kar se mi zdi, da je to. Jaz si srčno želim, da se bo nekdo lotil, da bojo mladi slovenski glasbeniki in glasbenici napravili kompletno priredbo Koktajla. To bi bilo super in apeliram, če koga zanima, da se tega lotimo, ker to je bilo pa res fajn. To mi je bila prva misel, sicer bi tudi rekel, okay, od potovanja Tomaža Pengova, ne bova zdaj delala to reklamo, bi znala biti tako močno, ne, seveda, to je tudi dolg cajt. Zanimivo, da so prva plata od Ikebana, od Lačnega Franca, zanimivo, da so številni debiji, ne, prvi albumi bili običajno tako močni, da so pol težko naslednji albumi dosegli to moč, ne? Zato, ker takrat so bili, res večino so bili najstniki, nekateri so že študentje, in takrat se v njih nabrala ta nekajletna energija, ki je tam izbruhnila ven in ne vem, mislim, imamo res zelo veliko odličnih del. Seveda v skupini Laibach, ne, bi lahko imela poseben, ne, in zadnjič, ko sem bil v Trbovljah, ne, ko sem imel to javno generalko, ne, to je bilo, mislim, ta njihova nova plata, Music, oni so genialci, ne, mislim, če kdo, oni znajo delati stvari, pa tudi če kradejo, pa kopirajo, pa to, oni to delajo tako srčno, da jih človek, tako Monty Python, preprosto jih moraš imeti rad, če jih še tako sovražiš. Mislim, meni se zdi, da ta njihov obrat v Eurotrance, mislim, Eurodance muziko, disko je briljanten. Laibach goes pink, mislim. In kaj je boljše, da zmede vse njihove sledilce? Something completely different, ne? Nadaljeval bi še dole super, zdaj se mi zdi, da smo glih v šporo padla, ne? Ampak vendarle, tvoji dnevi, moja jutra, dneve in večere, kaj so tvoji medijski, informacijski viri, brez katerih ne moreš odpeljati dneva? Facebook. Okay. To mi največ informacij da, kakor Facebook, ne, če smo resni, ker tam sem edino nekako bolj ali manj aktiven, potem tudi YouTube, ne, gledam tu pa tam kakšne podcaste, Rik Beato mi je dejansko eden ta boljših, pa dejansko jaz dobivam toliko pošte, da meni je to dovolj virov informacij. Elektronske pošte, seveda. Stvari, kot so, ne vem, včasih je bil tako industrijsko vplivan, kaj že bil, New Music Express, pa tako, a to še obstaja sploh? To vse obstaja, samo v bistvu nimam časa to prebirati. Ker jaz res dobim toliko informacij, da dejansko ne utegnem tudi Rolling Stona brati vsega tega, žal ne. Ker dobim informacije, preden so objavljene, a veš, ne, se to novinarji, zato se imamo včasih malo za uber pametne, ne, ker mi vemo, preden se drugim še nič ne sanja, mi že vse vemo, ne, in tudi v tem glasbenem novinarstvu je tako, ne, tako da to je to. Mislim, nimam nobenega revije, časopisa, ki bi mi bil nek sveti gral več. Bil pa je svoj čas Jukebox, ki smo ga po božje častili in smo vse prebrali večkrat. Ampak to je bilo še za časa Jugoslavije, ko je bil svet popolnoma drugačen in je bila tudi glasba precej drugačna. V kakšnem smislu? Ja,
Zato, ker ko je bolje Jugoslavija razpadala, boljša muzika je bila. Pa ne vem, kako je to povezano. Ni zdaj muzika kriva, da je Jugoslavija razpadla, ne? To so le politike se bolj potrudili, ne? Ampak se mi zdi, da je bilo takrat tudi, takrat so se na jugu učili slovensko zaradi pankrtov, so prepevali pesmi v slovenščini zaradi pankrtov. In hodili na koncerte skupine Videosex zaradi Anje Rupe, pa ne vem, koliko govoriti, ker je bila skupina cela bila zelo dobra. Ja. Še tako dober pogovor rabi piko. Ja. In v Metinem čaju to piko jo v bistvu zašpilimo z zanimivostjo. Z gostjo. Prosimo, da za zaključek pove nekaj zanimivega. Anekdoto, nekaj, kar se ti je zgodilo, morda, ne vem, recept, ki ti je najljubši, karkoli pač. Ne, Bog ne daje recept. Something you think people should know. Aha. Skratka, novinarji smo v določeni meri smo kar privilegirani, ne? Tako sem dobil ponudbo od organizatorjev koncerta Jean-Michel Jarra, takrat, ko je predstavljal album Elektronika 1, Elektronika 2 v Stožicah, da mi plačajo letalo v Pariz in da imam z njim v njegovem studiu intervju in da se pol smem vrniti isti dan nazaj iz Pariza v Ljubljano. In to sem tudi naredil in ko sem pristajal, sem videl še en fenomen, skratka okroglo mavrico, ker ponavadi, če si na zemlji, vidiš samo bow range, skratka pol mavrice, ne? Gor je bila pa okrogla. In z Jean-Michel Jarrom so se v njegovem studiu pogovarjala zanimive stvari, ker jaz tudi imam rad elektroniko, ne sicer to copy-paste pnevmatska kladiva, ne? Ampak normalno elektroniko, kjer pride do izraza glasbeno znanje, torej Jean-Michel Jarre, Kraftwerk in podobni. In on se mi je zdel mislim, jaz sem bil njegov fan vedno, ko sem kupil Oxygen in sem ga poslušal na iskreni stružnici z enim gramfonom, je bilo to meni celo vesolje, ne. Se potem so ugotovila, da v vesolju ni zvoka, tako da tiste eksplozije v Vojni zvezd so fake, v vakuumu za zvok, za glasbo potrebujemo atmosfero. Pa tudi, če slabo. Zdenko Matas, najlepša hvala, ker si vzel čas. Hvala tebi.